Drage gledalke, cenjeni gledalci, mesec je okrog in spet je čas za oddajo Prijatelj bolnikov in invalidov, ki jo na televiziji Exodus pripravljamo v sodelovanju z revijo Prijatelj, ki je revija bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev. Moje ime je Borut Pohar in sem urednik te revije. Pregovor pravi, da za dežjem vedno posije sonce. Letos spomladi smo imeli veliko dežja, ki je povzročil veliko škode v kmetijstvu. Vendar pa je na srečo spet posijalo sonce, ki je preprečilo katastrofo in rastlinam omogočilo novo življenje. Tako je tudi z našim življenjem. Imamo vzpone in padce in za obdobjem dežja oziroma preizkušenj vedno pridejo boljši časi. Da je to res, nam bo povedala tudi današnja gostja, Ana Sajovic, ki je lansko leto novembra izvedela, da je zbolela za Hodgkinovim limfomom. V našo sredo smo jo povabili tudi zato, ker je že dolgo časa dejavna na Jožefovem hribu v Celju, kjer je tudi trenutno sedež revije Prijatelj. Draga Ana, za začetek bi te prosil, če se nam lahko na kratko predstaviš. Lepo pozdravljeni, moje ime je Ana. Prihajam iz Celja, sicer sem študentka zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru. V prostem času sem dejavna v župniji tako na Svetem Jožefu, kot pa trenutno tudi v Novi Cerkvi, pa tudi na Teharjih. Ukvarjam se s fotografijo, rada pojem, igram, tako da načeloma je to. Omenila si, da študiraš zdravstvo, da delaš diplomo sedaj iz tega. Kdo te je pa navdušil za ta poklic? Mogoče bi rekla, da kar moja babica. Ona je delala kot administratorka v bolnišnici. Veliko smo bili pri njej na obisku, tako da mogoče mi je to malo priraslo k srcu, ti oddelki, pa potem nasplošno ta tempo. Tako da. Je tudi kakšen drug sorodnik v tvojem rodbini, tudi ima ta poklic? Moj bratranec je zdravstveni tehnik, kot jaz, pa tudi moja sestra, pa obe študiramo na isti fakulteti, tako da tudi na zdravstveno šolo smo skupaj hodile. Prej si omenila, da si aktivna kot animatorka na hrib Sveti Jožef. Če bi nam lahko malo povedala, kako je potekala tvoja formacija, kje si srečevala posamezne ljudi, kako si se vključila v posamezne aktivnosti? Veruku sem hodila na Teharje in tudi takrat v bistvu se nas je nekaj mladih, ko smo dobili novega župnika, se je začel oratorij in takrat smo v bistvu v takih letih bili, da smo se vključili v to animatorstvo, kjer smo veliko delali z otroci in pač to mi je bilo vedno ful fajn, tudi ker rada pojem. Kot pevka sem pa že pela prej pri Svetem Jožefu in v bistvu vse skupaj to, neka povezanost. Potem pa, ko sem šla v srednjo šolo, sem skupaj s prijateljem hodila na duhovne vaje v Želimlje. Še prej pa tudi na oratorij v Don Bosco. To so bili v bistvu ti, mislim, da neki ključni dogodki, da sem vedno rada se vračala na vsako mesto, vedno sem se tam počutila varno pa srečno, pač, ker ni bilo nobenega sovraštva. Res je bilo tako, lepo je bilo. In zato se tudi zdaj, če bi še bila enkrat, bi se vedno znova vračala. Kaj pa na domu Sveti Jožef? Tam tudi imate igre in petje. Tako. Dom Sveti Jožef je pa jaz pravim, da moj drugi dom. Že 13 let prepevam v pevskem zboru, zdaj nas je samo enih par punc še ostalo. Naša skupinca se zdaj imenuje Jožefinke. Prepevamo skupaj s fanti. Fanti so fanti z Jožefovega hriba. Veliko prepevamo na porokah, na večerih v atriju, potem imamo Grozdeto recital in pa same igre, kot ste že omenili. Igramo že tudi kar nekaj časa, ponavadi za kak pust imamo določene igre, potem pa tudi zelo znan je Slehernik, pa zdaj Calderon, veliki oder sveta, tako da dogaja se ogromno. Sem pa tudi kot študentka delala v domu za ostarele, tako da v bistvu sem res povezana z Jožefom. Ko si omenila igre,
Slehernika in pa Calderona. Koliko časa, kaj si iz tega potegnila pozitivnega? Koliko časa si vložila v to, oziroma kako potekajo te igre, izvedbe? Definitivno, kar sem potegnila ven pozitivnega, je to druženje v prvi vrsti, ker v bistvu smo mladina, ki smo bili tudi takrat non-stop skupaj na vajah, v dobrem in v slabem, ker vaje so tak, ne, včasih je fajn, včasih ni. Ampak ja, potem tudi, da sem lahko razvijala ta svoj igralski talent, pač, in da sem se lahko v drugi vlogi pokazala. Je bilo pa to vedno fajn, mislim, itak so tak, vaje so tak, ne, lahko je fajn, lahko ni, tako kot sem že prej rekla, ampak načeloma potem tudi, ko izvedeš fajn igro, je res fajn občutek, pa potem druženje po igrah, to se mi zdi, da to je ful pomembno. In to tudi za psiho ogromno, tako me tudi zdaj to spremlja, ne. V bistvu smo skupaj gradili nekaj, kar imamo zdaj. Tako da, ja. In te igre potekajo enkrat na leto? Oziroma imate... Manjše igre, ko smo imeli Stari grehi, na primer, to igramo za pusta, pa velikokrat gremo te krajše igre igrati tudi drugod po Sloveniji. Sicer Slehernik in Calderon pa sta malo večji igri, te pa ponavadi igramo enkrat na leto, zadnje čase največkrat na Celjskem gradu, ker tudi paše v to okolje, je pa to ponavadi septembra, na začetku septembra. To so ogromne igre, več kot 50 igralcev nas je, pevcev, vse skupaj, in res je veliko truda vloženega v to. So pa tudi to pomenske igre, se pravi, da moraš tudi igro razumeti, da jo lahko začutiš. In to ponavadi ni prvo leto, ne, to je ponavadi potem že 5. leto. Ko igro že 5. gledaš, šele potem dojameš bistvo igre, pa da lahko to bistvo preneseš v življenje. Če bi strnila mogoče v eno tako poved, kaj bi bilo sporočilo Slehernika? Sporočilo Slehernika bi bilo to, da v bistvu smo, moj vidik je to, da v bistvu smo vsi minljivi in da moramo verjeti in delati le dobro, da se trudimo delati dobro, ker to je v bistvu bistvo življenja, ne. Da delamo dobro, pa da si pomagamo med seboj, ne da gledamo, koliko imamo materialnih stvari, bolj pomembne so te vrednote. Tako da, ja. To se lepo sklada s tvojim načinom življenja, ker si tvoj študij in pa tvoje delo v domu za ostarele. Sedaj, ko sva govorila o Sleherniku in pomenu bistva življenja, se bova navezala še na tvojo bolezen. Ti si lansko leto si izvedela, da si zbolela za Hodgkinovim sindromom. Kako je potekalo? Kako si izvedela za to bolezen, da si zbolela? V bistvu nekih samih simptomov jaz nisem prepoznala v taki meri, ko so bili. S fantom sva se takrat odločila, da greva na dopust. V bistvu za mano je bilo res aktivno poletje, ogromno sem predelala, hiter tempo življenja. In v bistvu midva sva šla na dopust in čez noč se mi je nad ključnico pojavila bezgavka, v bistvu velikosti ping-pong žogice. Sama bezgavka je bila premakljiva, ne boleča in v bistvu to je bil prvi tak znak. V bistvu takrat sem bila zelo utrujena, šla sva do vodnikovega doma, ampak jaz sem komaj prišla do tja. Ampak itak jaz sem to krivila slabo kondicijo. Je pa res, da že prej v domu sem bila skozi utrujena, pa pokašljevala sem. Mislila sem, da je to od klime, ampak v bistvu so bili to že vsi simptomi, ki so potem eno celoto skupaj zaključili, ne. In v bistvu takrat sem se jaz odločila, da grem na pregled, in so punktirali, naredili operacijo in v bistvu je bila diagnoza potem potrjena, da je to Hodgkinov limfom. Tako da novembra so mi potrdili diagnozo, decembra sem pa začela s kemoterapijami. Da. In potem si nadaljevala? S kemoterapijami sem nadaljevala do marca oziroma do aprila, zdaj na koncu sem imela še pa obsevanja, tako da načeloma sem končala zdravljenje. In je to zdravljenje bilo uspešno? To bomo pa videli septembra. Tako da septembra so prvi pregledi, načeloma sem zdaj ozdravljena, ampak bomo počakali do septembra, ker zdaj ne bi bilo
smiselno delati preiskav, ker je v bistvu vse razdraženo, tako da bomo počakali do septembra, potem pa vidimo, kako naprej. In kaj je bilo recimo najtežje pri tem soočanju z boleznijo? Zdaj si v času pisanja diplomske naloge, a je te tukaj oviralo pri tem oziroma? V bistvu me ni, no, ker jaz sem zbolela v času absolventa, čisto na začetku absolventa, kar pomeni, da v bistvu sem celo leto imam na razpolago. Najtežje mi je bilo pogovor. V bistvu to je najlažja stvar, ampak je najtežja v takih ključnih momentih, ne. Tako da, ampak glih to me je rešilo. To, da sem se pogovarjala tako z domačimi kot s prijatelji, z bližnjimi. Veliko moraš delati na pogovoru, da daš ven iz sebe to, kar te teži. In to še vedno pravim, da je najpomembnejše. Kako pa praviš kemoterapije, kako to vpliva na vsakdanji ritem, ne? Življenje, počutje? Ja, to definitivno, ker v bistvu, ko imaš ti kemoterapije, imaš zelo slabo kri, si slabokrvn, to pa v bistvu privede do tega, da nimaš energije. Druga stvar je to, da si v bistvu nagnjen k okužbam in se ne smeš izpostavljati, kar pomeni, da si lahko 3 tedne zaprt v sobi. To se grobo sliši, ampak tak je. Ker če pa dobiš okužbo, pa lahko greš si takoj na oddelku, na antibiotikih in je spet isto. Teda v bistvu jaz, ker sem na splošno socialen človek, rada sem v družbi, mi je bilo to najtežja stvar, da sem bila doma za 4 stenami. So neka obdobja vmes, ko lahko imaš malo obiskov, ne, to v bistvu že spoznaš svoje telo, kdaj lahko, kdaj ne moreš, ne. Ampak ja, same kemoterapije imajo stranske učinke, kot je to slabokrvnost, dovzetnost k okužbam in pač to moraš dati čez, ne. Saj se v bistvu sam sebe navadiš tako. Ni pa ravno lahko, če si odprt človek, ki ima rad družbo. Ja. Zdaj sva govorila o tej bolezni, nisva pa še nič razložila, kaj je to za ena bolezen. Verjetno si se sama pozanimala, so ti razložili, če nam lahko malo pišeš, kaj je bistvo te bolezni. V bistvu Hodgkinov limfom je rak limfatičnega sistema, se pravi rak na bezgavkah. In v bistvu te celice se največ delijo v bezgavkah, zato, kot sem že prej omenila, sem naredila bezgavka. In te bezgavk sem jaz imela ogromno. Po vratu, v pljučih in veliko teh bezgavk ne opaziš, dokler ne pridejo ven, ne. Sama prognoza bolezni je zelo dobra. To je, ko sem zbolela, so mi vedno rekli, to je najboljši rak od vseh rakov, ne. Ker v bistvu je zelo dobra prognoza, lepo se zdravi. Je pa res, da največkrat obolijo stari od 15 do 34 leta, pa potem po 50 letu, kar pomeni, da je to v bistvu rak mladih, no. Kaj pa so vzroki za bolezen? Lahko je okužba z Epstein-Barrovim virusom, neki sekundarni dejavniki, ni tančnega vzroka, ne. Ampak zdaj, da bi rekel, s čim se, da bi s čim pazil, da ne, v bistvu ni. Sicer so neke smernice zunaj, ne vem, čim bolj zdravo prehranjevanje, zdrav življenjski slog in tako dalje. Ampak ni pa natančno, ne. Je pa pomembno, da se pregleduješ, to pa pri vseh stvareh. Da malo tipaš, kje so bulice, če že, da čim prej odkriješ, a ne. Tako da. In zdravljenje potem je kemoterapija, edina možna. A še kakšni drugi načini obstajajo? V bistvu, zdaj, če se usmerimo samo na Hodgkinov limfom, tukaj je v bistvu kemoterapija, odvisno seveda od stadija. Tudi tu se kemoterapije razlikujejo. Jaz sem bila 4. stadij, kar pomeni, če bi mi kemoterapija vse uničila, ne bi rabila obsevanj. Ampak, ker je še malo ostalo, sem še mogla potem obsevanje, tako da v bistvu je kemoterapija plus obsevanje. Zdaj, če bi bila malo nižji stadij, ne vem, 1. pa 2., bi imela manj kemoterapij, pa potem še tudi obsevanje zraven, tako da v bistvu kemoterapija pa obsevanje. Pri drugih rakih pa potem to je več vrst. Lahko so biološka zdravila, lahko so operacije, isto kemoterapije, obsevanja, več stvari je, s katerimi se da premagati. Kaj pa je bilo najtežje pri tej bolezni? Ko si se mogla soočiti s boleznijo, s posledicami, kaj je bilo tisto najtežje? Meni osebno, sem že prej rekla, je bil pogovor. Pogovor z družino mi je bilo najtežje na svetu. Ker tudi
oni niso tega, na začetku oni tega niso tako dojemali, ker v bistvu ati je umrl brat za rakom, moji mamici je ati umrl za rakom in v bistvu vsi poznamo zgodbe, kjer ljudje umirajo za rakom in to je, se mi zdi, da vsi povežemo takoj rak in smrt, da je to isto, ne. In to je res težko, ampak pomembno je, da se usedemo skupaj dol, da se pogovorimo. Jaz takoj, ko sem zbolela, sem domov naročila ogromno literature, da smo se mi učili doma, da smo se pogovarjali o tem, da ne bom tako umrla, ampak da bomo skupaj premagali to, to je najbolj pomembno. In v bistvu, ko dosežeš ta cilj, se potem zdravljenje začne, ne. Da tudi se lahko ti doma usedeš, da se lahko pogovorimo, ja, kako pa bo zdaj. Saj ni najlažje, velikokrat smo se jokali skupaj, ampak tudi to je pomembno, ne, ker to je v bistvu družine, pa bistvo bližnjih, ne vem, tudi moj fant je vedno bil z mano, od začetka do konca, moji prijatelji, v bistvu takrat spoznaš, kdo ti bo stal ob strani, v dobrem pa tudi v slabem, ne. Tako da, ja, to mi je bilo težko, težko mi je bilo to, da nisem smela nikamor iti. Potem pa itak sami stranski učinki, ne, kemoterapija je v bistvu slabost, neka slabost, slabokrvnost za nič si, no. In jaz, ko sem bila navajena skozi biti aktivna, mi je bilo to res kar težko, da sem se mogla za nekaj časa malo umiriti, ampak mogoče je bilo pa to sporočilo mojemu telesu, da moram dati malo pavze. Vidimo, da imaš kratke lase. Ja. To ni zaradi kakšne mode, ampak je zaradi posledica kemoterapije. Ja, v bistvu, če zdaj malo pišemo stranske učinke, eden izmed glavnih, najbolj vidnih stranskih učinkov je torej izguba las. Izguba dlak, jaz sem ostala brez obrvi, brez trepalnic, v bistvu vse to, kar imam zdaj, mi je zraslo v roku meseca. Zato v bistvu pol ful hitro raste. Potem še stranski učinki so okvare nohtov, nohti so zdaj že lepi, prej so bili kar. Potem, kot sem že prej rekla, slabokrvnost, načeloma, mislim, v redu, so še ostali simptomi, ampak vsak jih drugače doživlja, ne vem, neke afte so, sluznica je uničena, od ust do anusa, ne, v bistvu vse je uničeno. To se pa pri vsakmu se nekoliko drugače kaže. Tako, to je zdaj vsak je individualen. Tudi pri obsevanjih so stranski učinki, ampak jaz jih nekako nisem tukaj imela, ko bi jih lahko imela, ne, tako da v bistvu sem kar hvaležna, da sem tako dala čez vse. Verjetno najtežja preizkušnja je izguba las, kako pa si se s tem soočila? V bistvu izguba las je tak, ne, pri ženskah. Lasi so vedno nek znak ženstvenosti, ne, in v bistvu, ko izgubiš lase, ti ta samopodoba malo pade, samozavest. Jaz nikoli, da bi se tako obremenjevala, mi je bilo pa hudo, no. Pa ne mogoče, da bom lase izgubila, ampak takrat sem se zavedla, da v bistvu, ja, res sem zbolela tako, ne. Meni so lasje začeli spadati v 14 dni po prvi kemoterapiji, v bistvu je pa to grozen občutek, ker to imaš cel šop las ti ostane v rokih. In v bistvu takrat sem rekla, lej, ati domem prineste mašinco, mi se bomo pobrili, ne gre več tako. Tako da v bistvu, ko sem me začela briti, mi je bilo pa fajn. Ker so tisti skurjeni lasi začeli odpadati in sem si končno rekla, zdaj pa sem lahko začela zdraviti, ne. In takrat se je začelo pravo zdravljenje, ko si v bistvu se usmeril v en cilj in to je v zmago, nič druga. Tako da, ja. Pa si bila prepričana, da bo zmagala? Ja, skozi. Trdno. Mogoče tudi to pripomoglo k temu, ker sem vedela, da bo dobra prognoza, ne. Tudi takrat si potem bolj usmerjen v te misli, ja, lej, zmaga bo, ne, ni druge. Ampak ja, jaz sem skozi pa tako naravnana, ne, da ni šans, da... Nisi nikoli pomislila na smrt? Ne, res nikoli. Nikoli. In se druga opominjala. Kaj pa lasuljo si kdaj nosila? Sam 4-krat, ker se mi zdi, da taka, ako sem, ne rabim jaz tega skrivati. Pač v tem sem se vedno fajn počutila in tudi zdaj pač. Ampak še vedno kdaj pridejo malo težji dnevi? Tudi vse to je del zdravljenja, del bolezni. Ampak ja, najbolj pomembno je, da to ne zadržuješ v sebi, ampak daš to ven. Jaz ko sem se mogla zjokati, sem se zjokala. Tudi smo se doma skupaj jokali, ampak ne smeš to v sebi zadrževati, ker vse to je del zdravljenja, da daš ven iz tega. Tudi, kdaj vem, tudi težek del mi je bilo, da nisem mogla iti k nedeljski maši. In vem, da tudi
mladina mi je takrat so eno mašo posebej za mene dali in jaz nisem mogla iti. In jaz sem doma si naštimala vse pesmi, ko smo jih peli, in sem se sam jokala, ker mi je to ogromno pomenilo, ampak nisem mogla biti zraven, ne. Ampak ja, jaz to tako doživljam, meni to ogromno pomeni in ko mi gre pač na jok, se zjočem, čist tak. Ampak ja, to je to. In imamo več načinov, kako prebroditi te težke dneve. Ti imaš, pri tebi vidimo, da si vesela, nasmejana in ne bi niti posumil, da imaš kakšno tako težko preizkušnjo. Katere so pa potem tiste stvari, s katerimi se zamotiš, da rekla si, da se zjočeš, da se pogovarjaš, in mogoče še kakšne druge stvari, s katerimi se zamotiš, da prebrodiš to krizo? V bistvu jaz zelo rada fotografiram in definitivno mi je bilo to v neko oporo, da v bistvu takrat, ko sem se slabo počutila, sem šla malo ven, malo sem fotografirala. Potem vmes sem se začela ukvarjati tudi s kaligrafijo, pač čisto ljubiteljsko, tako da sem v bistvu padla v to noter, da sem nekaj ustvarjala, ne. In pa potem samo petje, tukaj igranja zdaj tu ni bilo, ne, ker v bistvu sem mogla malo umiriti se. Ampak ja, je pomembno, da si vsak najde neko stvar, ki ga veseli, ali pa da na novo odkrije, ne vem, mogoče peka, mogoče kako kvačkanje, ne, da se malo zamotiš. Ampak ja. So našli nadomestilo za tebe pri Svetom Jožefu? Ne, za igro? Niso v tistem času nič igrali, tako da sem pravi čas prišla nazaj. Kaj pa fotografiranje? Si se sama naučila? Ja, vse sama, ja. V bistvu kupila sem si prvi fotoaparat z denarjem, ki sem ga dobila pri Birmi. Pač to ni bil nek velik denar, ker pri nas doma je bila pač darilo za Birmo je to, da si imel botra zraven, ko ti bo celo življenje, ampak ja, tisto, kar sem dobila, sem si v bistvu kupila svoj prvi fotoaparat in sem začela malo fotkati, malo spoznavati, katera smer bi me veselila. Tako da ja, teda zdaj sem kar. In kaj glavno fotografiraš? Katere tematike? V bistvu lifestyle fotografija, da bomo zdaj malo bolj to razložili. To so kakšne pare rada fotografiram, kakšne portretne fotografije. Tako čisto tematsko za dušo si najdem malo inspiracije na internetu, pa malo sama poustvarim. Ampak ne kakšne poroke pa dogodke? To pa še ne, to pa še ne. Dogodke, mogoče Sveti krst, Sveto Birmo, tako mogoče. To si že To sem že, ja. Te prosijo tu pa tam? Tu pa tam, ja. In te fotografije objavljaš kje? Fotografije, ja, na Facebooku, pa na Instagramu. Je pa seveda vse odvisno, ne objavim vsega, ker pač mogoče kjer ne želi, da objavim, pač tistega ne objavim. Ampak ja, tako malo za svojo dušo. Za fotografiranje je tudi potrebno malo žilce imeti za to, ne? To ne more vsak pravih trenutkov ujeti, moraš imeti malo občutka. Pa tudi potem vaje, veliko vaje. Tudi jaz še nisem tam, ker bi rada bila, ampak ja, počasi se daleč pride z ogromno vaje, potem malo vidi že, ne, kak fotoaparat se obnaša, kak se modeli obnašajo. Tako da ja. Pri pevskem zboru si prepevala kljub temu, da si bila na kemoterapijah, a si vmes prekinila? Vmes sem prekinila, ja. Ker v bistvu nisem smela iti v družbo, ker je bilo veliko ljudi. Vsak malo pokašla in to bi jaz vse pokasirala, ne. Tako da v bistvu tisti čas nisem bila, no. Ampak zdaj pa spet? Zdaj pa spet, ja. Aha, lepo. Takoj nazaj. Ja, omenila si, da imate punce svoj pevski zbor. Kakšne pesmi pa pojete? Predvsem cerkvene. Mi pojemo ob 10 pri nedeljski maši, potem pa seveda čez fanti pripravimo kak recital, kot sem že rekla, Grozdetom recital, potem imamo tudi pesmi o Grozdetu, pa če imamo kakšne večere, tako da v bistvu slovenske, načeloma večinoma slovenske, tako da. To se pravi mešano narodne oziroma popularno glasbo? Predvsem cerkvene, predvsem cerkveno, potem pa še zraven kaj. Ja. Ok, prva stvar smo rekli, da so te tvoji talenti, druga stvar pa tudi, kaj so sanje, načrti za naprej. Sanje so tisto, kar človeka vleče naprej. Sedaj si ravno na prehodu, končuješ diplomo, končuješ bolezen, zdravljenje, pred tabo se odpira nova prihodnost. Jaz bi rekla, da v prvi vrsti je najprej diploma, da končam to poglavje, da mogoče lahko grem še potem kak korak naprej, a ne, pač kar se tiče zdravstva. Bomo videli, če bom šla še na magisterij, to še je zdaj tako pod vprašanjem, ampak ja, načeloma si želim ostati v zdravstvu, potem pa itak nadaljevati s fotografijo. Želim si pa le, da bi
na sebi delala, ne. To mi je pa najbolj trenutno pomembno. Ker se mi zdi, ko smo v tistem divjem tempu, pozabimo na sebe, ne. In tukaj mi je zdaj ful pomembno, da se znam umiriti, pa si reči, glej, bom že, če ne danes, pa jutri. In pač to mi je trenutno najbolj pomembno. Rada bi na sebi delala, da bi bila bolj flegmatik, ne, ker jaz sem tak, za vse se živciram. Ampak ja, rada bi to malo, da se malo umirim, da si za vse vzamem čas, mogoče več časa za branje. Včasih sem ogromno brala, zdaj nič več, ne. Ampak ja, počasi. Potem tudi štartala sem z blogom, ne, v bistvu rada bi tudi ozaveščala naprej, rada bi dala neko oporo tistim, ki ne morejo o tem govoriti, pa se lahko mogoče zanese na nekoga, ki ga ne poznajo, tako da ja. To se pravi, si geslo revije Prijatelje, bolnik misionar, si na nek način tudi postala misionarka. Ja. Tudi bolezen je k temu pripomogla. Definitivno. Ta spoznanja, ko si jih omenila, to so dejansko tudi išla iz te bolezni. Glede tega, da se je treba ustaviti, ceniti življenje. Kaj si še recimo drugega spoznala? V bistvu najbolj ta hvaležnost. Najprej hvaležnost, da živim v Sloveniji. To je prva stvar. Zato, ker če bi živela jaz nekje v Ameriki, bi mogla zbirati fundacije, da bi lahko jaz v bistvu se zdravila. V bistvu, kljub temu našo zdravstveno zavarovanje, ogromno še za narediti za zdravstvo, ampak kljub temu imaš reševalca, ki te pele v Ljubljano, pa ti zavarovalnica krije, patronaža ti hodi na dom. V bistvu, kadarkoli, karkoli imaš takoj dostopa, ne. In to je ful pomembno, da se tega zavedamo. Potem bi rekla, hvaležnost za vse, ki jih imamo okoli sebe. V bistvu to so neke vrednote, ki jih spoznaš takrat, ko si bolan. Vsi pravijo, vedno vem, da so mi stare mame govorile, ja, bodi vesela, da si zdrava, pa si tak nikoli ne prideš tega gor, ne, dokler nisi enkrat bolan. Tako da v bistvu spremenijo se ti neke vrednote bolj v tem smislu, da si hvaležen za vse, ki jih imaš okoli sebe, ker brez njih ne bi bilo zdravljenje tako, kot je bilo, ne. Potem mogoče spoznanje, da bodimo malo bolj strpni, predvsem v bolnišnicah, a ne. Vsi smo kar naprej živčni, ker mislimo, da moramo biti takoj na vrsti, ampak ja, v bistvu je pacientov iz dneva v dan več in ta strpnost pa potrpežljivost, to se mi zdi ključnega pomena. Potem pa, ja, se pravi, na splošno neke vrednote, ki jih malo spremeniš, no, da ceniš, kar imaš okoli sebe. A pa so ti nudili tudi kaj psihološke pomoči, potem ko človek zboli za rakom, a je tudi kaj strani zdravstva ti nudijo kakšne nasvete, pomoči? Mislim, da bi to mogli še malo dodelati. Se sicer Slovensko združenje za limfom in levkemijo veliko delajo na tem, ko imajo ta prav psihološko podporo v sklopu akcije Skupaj na poti do zdravja. Da bi, ko sem zbolela, da bi mi dejansko kdo ponudil, to ni res. Mislim, mi ni, ne. Lahko da zdaj glih meni, da drugim ja. Je pa res, kako pol delaš sam na tem, ne. Jaz vem tudi, da sem na onkološkem ogromnokrat šla v kapelico, da sem se malo umirila, malo zjokala, pa sem malo pol spet v redu. Da se malo zaupaš nekomu, a ne. Kdo ti pa je še posebej stal ob strani, prej si omenila starše? Pa fant in njegova družina, potem bližnji prijatelji, potem sošolci iz srednje šole. Res ogromno ljudi, no. Tudi mogoče, ker sem jaz malo bolj na socialnih omrežjih tudi začela objavljati, tudi ljudje, ki sem jih spoznala prek socialnih omrežjih, ti dajo neke motivacije, nekih pozitivnih misli, ne. Tako da, in pa tudi seveda onkologi in pa medicinske sestre. Medicinske sestre so zlate, res. So se usedle dol, me poslušale, mi svetovale, tako da one so mi ogromno pomagale. Tako da. Torej, pomemben je nek odnos, ki ga vzpostaviš in to te drži pokonci. Tako je, tako je. Kaj pa druge osebe s to boleznijo? Imate kakšno združenje, se družite, kaj med seboj pogovarjate? V bistvu jaz sem jih ogromno spoznala prek socialnih omrežjih, pa tudi, ko hodiš na kemoterapije, imaš z določenimi ljudmi isti termin, tako. In jih potem spoznavaš skozi zdravljenje, ne. In tudi s tistimi potem ohraniš stik in vsakeč, ko jih vidiš, je res lepo, ne. Tako da ja, v bistvu so pacienti s tistimi, katerim si bil cimer v sobi, in pa že tisti, ki so preboleli, ti v bistvu velikokrat znajo z nasveti pomagati. Tako da ja.
Ne greste pa tako na kavico ali pa Tudi, ja. Na kakšen izlet skupaj? To pa še ne. Pa še, to je bilo Nekatera dobra ideja. društva so kar aktivna, ne? Ja, sej. Vaše verjetno je bolj, vas je malo? In ni Ampak tako- so tudi aktivne, ogromno dela, ampak kako se potem udeležiš, na primer, a ne. Jaz sem zdaj šele na začetku prišla malo zraven noter, tako da še bo čas za to. Kaj pa glede, omenila si, da si aktivna pri Svetemu Jožefu, potem na Teharjih. Govorila so o človeški podpori. Kaj pa strani duhovnosti, pozitivnega razmišljanja? Kaj ti recimo pomaga odnos z Bogom, duhovnost pri premagovanju teh stisk, ki nastanejo s soočanjem z boleznijo? V bistvu meni je ogromno pomagala molitev, da sem se lahko zaupala pač njemu. S preprostimi besedami se mi, da si pomirjen. Je res, vsak si najde pač neko stvar, katero zaupa. Pri meni je to Bog, vera, drugi imajo, ne vem, vesolje, ampak je pomembno, da si vsak najde tisto stvar, ki mu ogromno pomeni. In meni je bilo to vedno zavetje. Jaz tudi, kot sem že rekla, na onkološkega sem ogromnokrat šla v kapelico, če ne druga, da sem se malo pogovorila sama s sabo, da sem se umirila, da sem zmolila za sebe. Mi je ogromno tudi pomeni, ko so ostali molili za mene, pa ti kdaj reče kdo, ne, veš, kolikokrat sem se spomnila na tebe, kolikokrat sem molila za tebe, pa še zdaj molim. In to res ogromno pomeni, no, vsaj meni. Je pa res, ne, da sem imela ogromno podporo strani vseh treh župnij, če sem zdaj tako rekla, na Teharjih, pri Svetem Jožefu in pa Novi cerkvi. V bistvu ljudje dihajo s tabo, ne. Tudi mogoče ljudje, ki nisi z njimi v stiku vsak dan, ne. Ampak ja, to res ogromno pomeni. Katera misel pa ti je blizu, evangeljska ali iz kakšnega duhovnega avtorja? V bistvu meni je bila skozi ta misel, ne, da Bog da težek križ nositi tistim, za katere ve, da bojo zmogli. In to sem imela skozi od začetka, odkar je bil sum na bolezen, mi je bilo skozi to glavna misel, ki me je spodbujala. Tako da ja. Kaj pa še, omenila si, da tudi rada, da ima stik z naravo. Tudi narava je, lahko bi rekli, Božje stvarstvo in preko narave tudi Bog človeka spravlja tudi v dobro voljo, ne? Narava kot vir dobrega počutja. Kako pa na to gledaš? Oziroma, kakšen pomen ima v tvojem življenju? Narava ima ogromen pomen, ampak se mi zdi, da v času nekega tempa si premalo časa vzamemo, a ne. In tudi, ko sem v bistvu se zdravila, nisem hodila ven, ker v bistvu takrat je bil glih sneg, itak padeš, ti takoj kaj zlomiš. Se pa zdaj trudim res, da hodim na sprehode, da uživam v naravi, no. Tudi s fantom hodimo na dopust izrecno po Sloveniji. Imamo tam projekt, da moramo Slovenijo obdelati, in res nama je ful fajn, ker je Slovenija res lepa, pa da spoznamo še vse, kar imamo tukaj. Imamo od morja do gor, do vsega, ne. V roku 1 ure si na morju, mogoče v roku 2 ur, v roku 2 ur si v hribih, tako da ja. Mislim, da bi si mogli vsi malo več časa vzeti za naravo, ne. Da gremo ven, da malo zbistrimo misli, se malo naužijemo svežega zraka, tako da. No, ne, v tem primeru omenim, da tudi revija Prijatelj spodbuja takšen način razmišljanja, iti v naravo, kljub temu, da si bolnik invalid, in zato imamo tudi rubriko Kam na izlet z invalidskim vozičkom, in tam notri Janez Medvešek, slikar in pa umetnik, vsakič v Prijatelju objavi neko novo pot, ki je dostopna tudi za ljudi z invalidskim vozičkom. Ravno zato, da poudarimo, kako je tudi stik naravo pomemben. Pravijo, zelena barva človeka pomirja, v naravi se človek sprosti in to je res zelo pomembno. Kam pa letos gresta na potovanje? Letos gremo pa v Goriška Brda, pa Most na Soči, tako da bo tudi lepo spoznavanje. Tam še nismo bila, tako da mislim, da bo super. Tu gresta, najamete stanovanje oziroma kampirate? Apartma, ja, pa malo glamping, to je v bistvu ko kamp, ampak da imaš hiške. Tako da ja, potem malo nakol. A to tudi objaviš na svojem blogu? Ja, zdaj bom počasi začela objavljati. Mislim, da zadnjič smo šla v Prekmurje, pa sem objavila, tako da mislim, da bom tudi objavila. Ja.
Blog je dober način sporočanja dobre novice. Evangelij v prevodu pomeni dobra novica, ne? In vsa ta spoznanja, ki jih imaš, zagotovo bodo marsikomu pomagala. Izkoristiti je treba torej sodobno tehniko. Kdo pa ti je pri tem pomagal, da si postavila blog? V bistvu ne, zdaj se bom spet vračala na mladino z Jožefa. Eden izmed mladih, moj prijatelj Luc, tudi študira računalništvo in v bistvu mi je pomagal z vsem, z nakupom domene, uredil mi je spletno stran, tako da v bistvu fotografirala me tudi Leja, v bistvu tudi iz Svetega Jožefa, tako da smo s skupnimi močmi, so mi pomagali, tako da. Prav, na tem blogu imaš opisano svoje, na kratko se predstaviš, te ključne ideje, potem kaj imaš še na tem blogu objavljeno? V bistvu imam sam proces zdravljenja, kak je bilo, ko so mi lasi izpadli, neki nasveti, kaj, ko vam začnejo lasi izpadati, v bistvu predvsem za onkološke bolnike, pa tudi mogoče za njihove svojce. Tudi z dopusta imam, potem samo o Hodgkinu, da malo ozaveščam, v bistvu redki vejo, kaj je to Hodgkin, ampak potem, ko začneš enkrat govoriti, se malo bolj spoznajo na to, tako da vsega po malem, lahko bi še malo več pisala, ampak ja, nočem pritiskati na sebe, hočem takrat, ko čutim. Tako da ja, načeloma je to, bomo pa počasi. Potem tudi objavljaš zgodbe drugih oseb? Tako je. Tudi one same pošljejo, ko odkrijejo tvoj blog? V bistvu, ko sem zbolela, mi je ogromno jih ozdravljenih že pisali. V bistvu sem potem to idejo dobila, da bi z nekimi pozitivnimi zgodbami in pa izkušnjami delila naprej in v bistvu jaz sem jih kontaktirala in so bili res ful veseli, da sem jih in da imam zdaj v bistvu te zgodbe tudi. Imam pa izrecno s Hodgkinom, da še malo o tem govorimo, no. Da ne govorimo samo raku dojk, saj je prav, da se govori, ampak da tudi o drugih rakih govorimo, ne. In ta blog se imenuje? Nasmejana. Nasmejana Ana, ja. Tako. Nasmejana Ana. No, vidimo, da si res nasmejana. To se pravi, potrebno je ozaveščati in tudi na tem blogu tudi pozivaš k neki akciji, ki je zelo pomembna tudi, pa se je mogoče niti toliko ni poznana. V bistvu to je akcija Daj se na seznam za presaditev krvotvornih matičnih celic. Te celice v bistvu potrebujejo pacienti s krvnimi raki, tako otroci kot starejši. Je pa res, da darovalci so lahko stari med 18 in pa 45 let. Pomembno je, da je ta baza ogromna, ker se težko najde darovalca, ne. In v bistvu postopek čisto lahek. Če greste na www.dajsenaseznam.si ali .com, v bistvu je postopek cel opisan, s palčkami si malo brisa vzameš in potem lahko pošljaš nazaj in to je to. In so v bistvu vprašalnik izpolniš, če pa si zdrav seveda, ne. Darovalec si lahko le, če si zdrav in pa tako, kot sem že prej rekla, med 18 in 45 letom starosti. Lepa akcija, trudimo se, da bi čim več ozaveščalo njej, tako da upam, da bo lep odziv. Zdaj sva dotaknila še ene velike teme, ne, ki je zelo pomembna, kajti to, da se danes z nami pogovarjaš, en razlog je tudi v tem, ker si študentka zdravstvene nege in si na nek način kot zdravstveni delavec izkusila ta sistem. Na nek način si ga poznala in sedaj si videla, kako to deluje. Če bi se najprej zaustavila malo pri tvojem šolanju, da malo predstaviš, verjetno nihče izmed nas ne pozna, kako ta sistem šolanja poteka, kje, kako, malo. Malo pišem. V bistvu študiram na Fakulteti za zdravstvene vede. Po končanem študiju bom diplomirana medicinska sestra. Na našo fakulteto oziroma na fakultete po Sloveniji, več jih je. V bistvu lahko greš iz srednje zdravstvene šole ali pa iz gimnazije ali iz katerekoli druge poklicne šole. Ti si hodila na srednjo zdravstveno. Če greš iz katere druge šole ali pa iz gimnazije, moraš narediti diferencialne izpite, kar pomeni, da kot da bi naredil zdravstveno šolo in v bistvu tako nadaljuješ študij.
Sam študij so 3 leta, ogromno je prakse, ogromno je nekih seminarjev. V času študija v bistvu krožiš po oddelkih, tako spoznavaš več področij, od pediatrije do kirurgije, do psihiatrije in v bistvu sam najdeš neko področje, ki ti leži, ki ti je všeč. Kot fantje imajo raje neko reševalno, neko nujno medicinsko pomoč, punce pa kako pediatrijo, ginekologijo. In v bistvu, ko končaš, v bistvu lahko greš na katerikoli oddelek s to končano izobrazbo seveda. Meni je bilo v bistvu najbolj všeč psihiatrija, potem kakšna ginekologija, tako da jaz pišem diplomsko nalogo iz psihiatrije, je še v nastajanju, tako da počasi. Si se našla v določeni kategoriji. Ja. Kako pa poteka praksa, ne? To, ko pride zdravstveni delavec v bolnico, je kot bi skočil v vodo, mora veliko stvari prej poznati. Je to naporna praksa oziroma kako to poteka, kako pogosto hodite na prakso? V bistvu je vse odvisno od oddelka, ne. Na enem oddelku delaš več si lahko vpleten noter, na drugih manj. Seveda na neki pediatriji, na neontologiji, kjer so nedonošenčki, ne moreš ti za nekih postopkov izvajati, si bolj opazovalec. Medtem ko na drugih oddelkih delaš malo več. V bistvu mi načeloma delamo po 8 ur, se pravi od 7 zjutraj pa do 2, 3, odvisno. To je neplačano? Neplačano, ja. To je vse v sklopu študija in imamo neko določeno število ur, ki jih moramo pač v 3 letih dokončati. In potem imamo po praksi ponavadi še predavanje, seminarje, tako da v bistvu je kar naporen faks, no. Si skozi v nekem tempu, ampak ja. In kako potem, verjetno nekdo ima malo večji talent, nekdo malo manjši talent, kako si se ti znašla na teh praksah? To poteka 8 ur na dan? Ja. Koliko časa, koliko tednov, mesecev? Mislim, da je raztegnjeno na 4 do 5 mesecev čez celo leto, a ne. Pač včasih imaš kak mesec fraj vmes, včasih ne. V bistvu smo si zelo različni, ne. Eni smo malo bolj samoiniciativni, drugi nismo, a ne. In tudi na vsakem oddelku se ne počutiš isto. Na enem si lepo sprejet, te tim lepo sprejme, na drugem pač ne. To smo ljudje. Je res, ne, imaš ti dodeljenega mentorja, zdaj v bistvu tu, ko se ti izkažeš, tu lahko potem mogoče malo več delaš sam, ne. Neke izkušnje pridobivaš. Jaz nisem imela nobenih težav, jaz že tudi v domu za ostarele delam in sem navajena nekega tempa, da se hitro obrnem, tako da nisem imela nobenih težav, vedno mi je bilo ful fajn. Je pa res naporno, no. Ne mogoče, vedno vsi pravijo, ne, študentsko življenje, to je lepo, ne, ampak pri nas je malo drugačna zgodba. V bistvu ne moreš ti iti žurat ven, pa pol naslednji dan na prakso, ker si ti odgovoren za ljudi, a ne. Tako da mogoče to je malo slaba točka, ampak ja, se vsaj obrestuje. Imate prakso samo v Sloveniji ali tudi kje v tujini? V bistvu na mariborski fakulteti imamo v 1. in v 3. letniku možnost, da gremo v sosednjo Avstrijo, v Graz. Jaz sem šla v 1. letniku, v bistvu tudi v dom za ostarele. Sama inštitucija nam je plačala hotel, pa potem karto po Grazu, tako da v bistvu smo imeli malo izleta, malo smo delali, tako da. V sklopu prakse vse to, ne, tukaj potem v Sloveniji nam ni bilo treba opravljati. Je bil pogoj za to znanje nemščine? Ja, ampak načeloma je ogromno delavcev, gor tudi Slovencev, potem Hrvatov, Srbov, tako da če malo znaš tujih jezikov, ne, gre. Zdaj si videla malo izkušnja iz Slovenije, delala si pri Svetem Jožefu, dom za ostarele, potem v katerih bolnicah v Mariboru? V UKC Mariboru, potem smo delali na psihiatriji Hrastovec, mislim v socialnem zavodu, no, Hrastovcu. Tako da ja, v bistvu predvsem, potem pa sem še delala v 3. letniku v zdravstvenem domu v Celju, tako da načeloma je to. In zdaj ta izkušnja, če malo primerjaš delo v različnih ustanovah v Sloveniji, pa potem v Avstriji, kakšna je primerjava? Kaj so tvoje ugotovitve? Jaz sem v bistvu šla v Avstrijo glih s tem namenom, ker sem si vedno želela delati v Avstriji pa v Nemčiji, ker to je bilo takrat wow.
Ampak ja, ne bi šla. Vsak si najde nekaj, kar mu je všeč, ne, tudi tempo. Meni je mogoče v Sloveniji malo bolj všeč, ker čas hitreje mine, čist tak. Tam v bistvu je vse malo bolj počas, langsam. Tako da meni je bilo preveč. Se mi da nikamor ni šel čas, ne. Jaz sem pa pač rada v redu imam mogoče rada malo hitreje tempo, da čas hitro mine, tako da mi je v Sloveniji bilo kar všeč, no. Tudi kompetence diplomirane sestre se razlikujejo, tukaj pa v Avstriji. Na primer, če dam primer, v Avstriji krvi ne jemlje diplomirana sestra, ampak jo jemlje zdravnik, pri nam izrecno diplomirane sestre, ne. Tako da ja. Torej, si prej načrtovala, da bo šla v Avstrijo delati, mogoče? Si se premislila? Sem, bom tu ostala. Kaj pa tvoji sošolci? Kako so oni? V bistvu tisti, ker sem študirala v Mariboru, jih je ogromno pač ob meji doma in pač tisti načeloma gredo v Avstrijo, ker njihov prvi jezik je že v osnovni šoli nemščina in v bistvu obvladajo nemščino, itak pol ure imajo do Gradca, tako da načeloma tisti grejo tudi za višjimi plačami, ne. To je v bistvu tudi velika razlika, višje plače. V Avstriji so višje plače, malo bolj miren tempo, tako da v bistvu vsak si najde pač nekaj, kar mu ustreza. Ampak ti si v bistvu doma, je kar daleč, ne? Ti si doma Iz Celja je bilo kar, ja. Iz Celja je do Gradca 1,5, 2 uri. Če bi se vozila vsak dan, je to kar predaleč? Ja, ne bi. Mislim, za nas je to predaleč. Če pogledamo primer Ameriko, je pri njih to normalno, ne. Pa če sem navajena, jaz sem v bistvu 4 kilometre iz Celja, jaz sem vedno imela blizu vse povsod, ne. Da bi živela pa nekje v Avstriji, pa verjetno ne. Je pa tudi finančno potem, ne, tudi najemnine, življenjski standard je višji, ne. Da v bistvu, če bi šla z družino gor, bi bilo mogoče že neka, da bi mogoče, ampak nimam namen. Ja. Tudi to si omenila, da je naporen študij in potem je vmes padla ta bolezen. Se pa po eni strani je tudi neka božja previdnost pri vsem tem. Ja, saj sem rekla, ne, če sem že mogla zboleti, sem v najboljšem možnem času, a ne. Zdaj, 3 leta sem imela mir skozi zdrava, potem pa zadnje leto pa. Ampak ja, zbolela sem v bistvu čisto na začetku, tako da še sploh nisem končala absolventa, a ne, pa sem že zdrava. Tako da ja. Sedaj si dobila v tem času, ne, od novembra naprej, si dobila nekakšen vpogled v to, kako biti kot pacient znotraj zdravstvenega sistema. Iz tega si verjetno opazila pozitivne pa negativne vidike. Kaj si ugotovila, kaj bi ti spremenila, kaj bi ti izboljšala ali pa na sebi, kaj si spoznala, da bi na sebi več delala? Pomanjkljivosti sistema, kaj bi lahko nam dala kot nasvet ali pa neke napotke? V bistvu bom zdaj kar začela, kaj bi pri sebi spremenila. Se mi zdi, da v tem tempu nimamo časa za bolnika. Ne vzamemo si ga, ne, ker imamo preveč dela. In meni osebno je največ pomenilo to, ko se je medicinska sestra usedla zraven mene, pa me samo poslušala. Nisem druga rabila. In rada bi spremenila, da bi tudi jaz taka bila, ne. Da bi zdaj to prenesla potem v prakso, da bi si vzela čas za paciente, da bi jih poslušala, samo poslušala, ker to oni rabijo. Oni so cele dneve sami, a ne, in pogovor je res velik. In to bi na prvem mestu izpostavila. Potem pa tudi komunikacijo na splošno, a ne. Itak nismo vsi vedno dobre volje, ampak ja, da se trudimo biti profesionalni, da se ne kregamo na oddelku. Tada v bistvu predvsem to bi jaz izpostavila. Sam sistem pač ima pomanjkljivosti, pacientov je čedalje več, sester nas je čedalje manj, vsi grejo v druge panoge ali pa v druge države. Tada v bistvu tu bo treba nekaj narediti, no. Res bo treba nekaj narediti, ker če ne se bo cel sistem porušil in trpeli bojo pa pacienti, ne. Oni bojo nastradali. To je najbolj žalostno. Kaj pa tebe kljub temu zadržuje v tem poklicu, kljub temu, da so mogoče razmere v tem trenutku dosti kritične, zadnje 2 leti, ne? Potem, da kadar gre v Avstrijo, v tujino. Kaj pa tebe zadržuje, da kljub temu vztrajaš v tem poklicu, čeprav je težak, naporen, dokaj slabo plačan, kaj je tisto?
V bistvu mogoče sam ciljno, oziroma sam temelj, osnova medicinske sestre je v bistvu, da pomaga sočloveku. In to pač meni ogromno pomeni. Da vidim potem ta odziv nazaj, a ne? Da je pacient zadovoljen, da je nasmejan, da so svojci zadovoljni, da imam jaz pri sebi občutek, da sem naredila nekaj dobrega. Ker pač že na splošno, jaz sem tudi bila ogromno prostovoljka, a ne, in vedno mi je bil ta cilj pomagati sočloveku. In kot medicinska sestra lahko to delam celo življenje, a ne. Tako da ja, to mi je največ pomeni, da vidim nasmejane ljudi. Kljub težki bolezni, a ne, ja. Torej nisi prišla v ta poklic, da bi služila, Ne. ampak da bi delala dobro. Tako. Kje pa si bila prostovoljka tudi prej? V bistvu največ pri Svetemu Jožefu. To je bilo med počitnicami. Ja, tudi ja. V bistvu, mislim, da sem bila eno leto 2017, 2015 sem bila tudi najprostovoljka svoje kategoriji. Aha. Ja, to smo šli v bistvu prek zdravstvene šole, sem se prijavila, v bistvu so se potem neke ure seštevale, tako da sem dobila ta naziv. Čestitamo. Ja, hvala. Kaj pa misliš, zdaj ko si videla, ne, ljudje ležijo v bolnišnicah, veliko je verjetno osamljenosti, ti ljudje, ki zbolijo, rabijo pomoč. A misliš, da cerkev mogoče malo premalo naredi skrb za vse te ljudi? Verjetno ne moramo vse odgovornosti prelagati na ministrstvo, na zdravstvo, do določene mere lahko pomagajo, ne? Ampak tukaj smo pa kristjani tisti, ki bi lahko veliko stvari zastonj naredili, da bi se ta manko zmanjšal. Ni treba, da smo lih medicinske sestre, bratje, ampak kaj misliš, kaj bi lahko naredila cerkev za vse te ljudi? Zelo imam v mislih v bistvu gospod Vlado iz Jožefa, on v bistvu po celjski bolnici hodi in se dejansko pogovarja z ljudmi. In meni je bilo to ful lepo, ne? Tako da jaz nisem dobila tega občutka, da mogoče bi premalo naredili, ker res tudi vem, ko sem ga na hodniku slišala, sem hitro šla ven. O, gospod Vlado, pridite še tule men, pa smo se pogovorila, sva zmolila, sem obhajilo prejela, ne. Zdaj je to tako, zdaj smo glih v takih časih, ko je res problem, ne, ko ne sprejme vsak tega, ker ima mogoče imajo ljudje občutek, da nekomu vsiljujemo vero, ne, ampak to ni res. Jaz vedno pravim, jaz sem čisto odprta, jaz nobenega ne silim. Pač vsak se odloči za svojo stvar, ampak ja, jaz nisem dobila tega občutka, da bi mogoče kaj premalo naredili. No, ne mislim kot uradna cerkev, ne, duhovniki, redovniki, teh je pač vedno manj, ne. Ja, ampak mislim kot laiki. V zadnjem času se vedno bolj poudarja, ne, da laiki morajo biti aktivni in tudi Karitas, spet Karitas ni samo omejen na župnijo, ampak tudi na ostale ustanove, bolnišnice, domi za ostarele. Verjetno sester je premalo, da bi upravljala taka dela, kot so hranjenje, sprehodi, razgibavanja in take stvari. In to bi mogoče laiki lahko tudi tukaj priskočili. A je to možno v tem našem sistemu? Oziroma se kaj dela na tem? Mislim, da dela se nič, nisem še slišala za to. Ja, pa potem pomislim, da tukaj drug problem, ne, to prostovoljstvo. Noče vsak delati prostovoljstva, ker je pač zastonj, a ne. In marsikjer si ne vzame časa, tisti, ko ima doma neke družine, ne bo še v prostem času šel zastonj delati, ni zastonj delati, se to ni zastonj delo, ampak vsak to dojema kot zastonj delo. Teda mislim, da je tu bolj problem tega prostovoljstva. Nisem še zasledila, da bi kdo v taki meri v bistvu šel pomagati, ne, ampak ja, je dobro izhodišče, ne. Če ste kdaj, recimo, ko ste bili pri mladinskem verouku ali pa pri Svetem Jožefu, če ste kdaj mogoče šli kakšno tak obisk naredili, ne, to se lahko naredi, obisk starejših. V bistvu mi smo bolj imeli obisk starejših, ko smo imeli miklavževanje in smo v bistvu kot angelčki pa parklji šli po domu in smo darilca nosili z miklavžem. Tako da ja, v bistvu mi smo bolj v tej meri, no. Za praznike. Ja, da smo malo polepšali dneve. Ja, odlično. To se pravi, imamo res lepa spoznanja. Mislim, da si bila kar izčrpna v tem, veliko lepega smo zvedeli, veliko lepega se naučili. Tudi nekaj o zdravstvu smo spoznali in ti želim, da bi res ta bolezen se nehala dokončno in da bi zaživela novo življenje, da bi naredila še veliko dobrega,
pa hkrati druge navduševale za ta čudovit poklic. Hvala, hvala. Tako, ti želimo vse dobro. Hvala Najlepša lepa. hvala. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala vam za vašo pozornost. Naslednja oddaja Prijatelj bolnikov in invalidov bo na sporedu 15. julija. Želim vam, da bi do takrat z vsemi svojimi spoznanji, ki izhajajo iz soočanja z boleznijo, tako kot naša današnja gostja Ana, svet spreminjali na bolje in omogočili rast Božjega kraljestva na zemlji. In nasvidenje do prihodnjič. Hvala za pozornost. Thank you.